Dobrodošli na okrogli mizi Nove univerze v odločbi Ustavnega sodišča številka 83/2020 z dne 27.8.2020 o dveh odlokih vlade za zajezitev in obvladovanje epidemije. Moje ime je Jernej Letnar Černec in bom danes vodil to zanimivo okroglo mizo o ukrepih za zajezitev in obvladovanje epidemije. Preden začnemo, bi prosil vse udeležence, da izklopite mikrofone in vaše kamere. Vprašanja potem boste lahko postavljali tekom samih izvajanj, pa tudi na koncu v chatu, se pravi v pogovornem oknu Zoom aplikacije, in jih bom jaz potem po tem prvem krogu izvajanj naših govorcev tudi prebral in zastavil posameznim kolegom. Izredno veseljem pa je, da so si danes vzeli čas moji dragi kolegi iz vseh treh slovenskih pravnih fakultet, docent dr. Samo Bardutzky z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, potem redni profesor Jurij Toplak z Pravne fakultete Univerze v Mariboru, redni profesor dr. Saša Zagorc z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in redni profesor dr. Matej Abel z Evropske pravne fakultete Nove univerze. Na Novi univerzi v bistvu že dalj časa poskušamo organizirati okrogle mize, akademske forume, raziskovalne forume o aktualnih vprašanjih slovenske družbe, slovenskega pravnega reda, ker menimo, da je prav, da z nekim dialoškim pristopom obravnavamo te teme, da poskušamo osvetliti različne probleme z različnih stvari, da ne omenjamo samo ene strani in da nekako za neko pluralistično debato poskušamo analizirati aktualne probleme slovenske ustavne demokracije. In danes smo tukaj, da rečemo besedo ali dve o zelo aktualni zadevi, v odločbi Ustavnega sodišča o odlokih vlade za zajezitev in obvladovanje epidemije, še posebej o tem ukrepu omejitve gibanja na občine, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v marcu letošnjega leta. Seveda pa ta ukrep nekako lahko tudi presojamo in ga lahko predebatiramo tudi v luči kar velikih razhajanj v slovenski družbi o smiselnosti različnih ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije. Preden pa podam besedo mojim kolegom, dovolite mi, da nakratko rezimiram, nakratko povzamem glavne točke te odločbe, potem na koncu tudi se bom dotaknil dveh ločenih mnenj, ki sta jih podala dva sodnika. Ustavno sodišče je v tej odločbi ugotovilo, da dva odloka vlade, in sicer sprejeta zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, to je odlok številka 38 in odlok s podobnim imenom odlok številka 52, da nista v neskladju z ustavo. In to je utemeljijo na podlagi načela sorazmernosti, še posebej se je tukaj osredotočilo na dva koraka primernosti in nujnosti, in tako je v 51. stavku svoje odločbe ocenilo, in tukaj citiram, da je bila izkazana upoštevana verjetnost prepovedi gibanja izven občine, da bi lahko prispevala k zmanjšanju in upočasnjevanju širjenja bolezni COVID-19, predvsem zmanjšanju števila dejanskih stikov med osebami, ki so prebivali na območjih z višjim številom okužb, torej z višjim tveganjem za prenos okužbe. Konec citata. Potem pa je nekaj odstavkov naprej, v odstavku 54, znova citiram, zapisalo: hkrati obstaja tudi nevarnost, da bi opustitev tega ukrepa pomembno poslabšala možnosti za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Konec citata. V tej luči ni odveč, da omenimo dva izmed pritrdilnih in dopolnilnih ločenih mnenj, ki so jih
ki jih je podalo, če se ne motim, 7 sodnikov. In tukaj bi začel z odklonilnim ločenim mnenjem sodnika Čeferina. Sodnik Čeferin v 37. stavku pravi, citiram znova, dilema svoboda gibanja ali pravica do življenja, torej v konkretnem primeru sploh ni obstajala. Drugačno zatrjevanje ni podprto z dejstvi in je zavajajoče. Konec citata. In potem v odstavku 42 svojega ločenega mnenja izrazi sodnik Čeferin, citiram, globoko nestrinjanje in razočaranje nad stališčem večine kolegov sodnikov. Konec citata. Če pa se ozremo na drugo stran, med večino sodnikov, ki so glasovali, med pete sodnike, ki so glasovali za to odločitev je bila najbolj sprejeta s 5 glasovi za in 4 proti, lahko tukaj omenim pritrdilno ločeno mnenje sodnika Jakliča, ki pravi takole, citiram, nič več kot to ni treba razumeti, da avtonomni državljan razume preprosto bistvo današnje odločitve. Nič več kot to, da se zave, da je bila kakršnakoli nasprotna odločitev očitno napačna. Bila bi bolj produkt težen kakšne medijsko ustvarjene sporedne stvarnosti ali kakšnih golih želja, ki pa svetom resnice in razumskega pravnega argumenta praviloma niso v sozvočju. Konec citata. Torej, tukaj imamo odločbo, različna ločena mnenja, iz katerih izhaja, da vsaj nekateri sodniki se med seboj vsebinsko ne razumejo, glede te zadeve. Tako da začenjamo z debato in najprej dajem besedo kolegi dr. Samu Barducku, da on svetli to zadevo in samo te sprašujem, a res ni tukaj dileme med pravico do življenja in svobodo zdravja? Ja. Najprej najlepša hvala za besedo, ampak seveda tudi za zelo prijazno povabilo ustavnih pravnikov z Nove univerze. Mislim, da je zelo dobro, da se dobimo skupaj ustavni pravniki iz 3 slovenskih pravnih fakultet in imamo takšne debate. Mislim, da je tudi takšne podučene, izobražene debate o odločbah Ustavnega sodišča v Sloveniji premalo in da je zaželena. Tako da najlepša hvala. Zdaj, dilema verjetno je, zato ker si jaz težko predstavljam, kako drugače pravzaprav v kalupih, v katerih, pa naj se to ne sliši ali pa razume slabšalno, kalupih, kako sicer zastaviti ustavno-sodno presojo. Mi pač imamo naš dvostopenjski model človekovih pravic, kjer se najprej pogleda, a je nekaj pokrito in potem se pogleda, a je omejitev upravičena, se izvaja test sorazmernosti in smo navajeni ustavno-pravne probleme obravnavati na ta način, da nekako, Angleži bi rekli juxtapose verjetno, se pravi nekako nasproti vsak sebi postavimo 2 ustavno-pravni kategoriji. Tako da jaz razumem, da je šlo to metodološko odločanje v tej smeri, oziroma bi pa, ne vem, nimam točno predstave, kakšna bi bila alternativa temu. Želel bi pa, če smem, mogoče 3 točke izpostaviti, ki so se meni porodile pri branju te odločbe, če je Jernej to v redu. Ja, seveda, prosim. V bistvu tako, ne bi jih nujno formuliral kot kritiko, ampak jih formuliram magari kot inicijativo za debato ali pa kot vprašanje ostalim, zato ker se tudi jaz, odločba je stara nekaj dni, nisem popolnoma ustvaril nekega fiksiranega mnenja glede vsega. Prva zadeva, ki se mi zdi skrajno zanimiva je, in tukaj kot kaže nepobudnik, nasprotna udeleženka, Ustavno sodišče ne dvomijo, da je pravzaprav treba zadevo presojati, kot oni pravijo, ex ante, se pravi, da je treba test sorazmernosti speljati glede na podatke, ki so bili, na primer, vladi znani takrat, ko je odločala, in da v bistvu ne smemo ex post presojati
Z vedenjem, ki ga imamo zdaj, moje vprašanje panelu bi bilo vseeno, a smo pripravljeni na to pristati, ker jaz mislim, neke podobne dileme, jaz mislim, da je Ustavno sodišče že imelo, vlada v svojih gradivih navaja celo eno odločbo, Ustavno sodišče se na njo ne opre, pri čemer res mislim, da se potrjuje to, da vlada ni najbolj spretno navajala precedensa, ampak zlasti je pa tukaj problematično, po mojem, da kot edini argument, zakaj izvajati to ex ante presojo, Ustavno sodišče reče, nasprotno razlogovanje bi državnim oblastem nalagalo breme, ki ga objektivno ne bi bilo mogoče izpolniti. To se pravi, a se mi v ustavnosodni presoji, a jo koncipiramo subjektivno, a nas zanima odgovornost državnega organa, ki je odločitev sprejel, ali nas zanima objektivno, a je s tem ustvaril neko protiustavno stanje. Ker če si predstavljamo, zdaj imamo zadevo zastavljeno tako, da je prišla kot napojena taka abstraktna presoja. Ampak, če bi pa to vprašanje prišlo iz prekrškovne zadeve, ko bi nekdo, na primer, dobil in spodbijal globo zaradi kršitve tega odloka, si pa jaz predstavljam, da človeka, ki stoji pred sodiščem in trdi, da mu je bila globa izrečena na podlagi protiustavnega predpisa, nič kaj dosti ne zanima, kakšno odgovornost lahko mi zahtevamo od vlade v trenutku, ko sprejema predpis, ampak ga objektivno zanima, če je predpis skladen z ustavo ali ne. In jaz ne vem, zdaj ta analogija posrečena ali ne, ampak kar se mi porodi je, se spomnimo odločb o izbrisanih, naprimer, pri izbrisanih se je tudi, recimo, se mi zdi, šele leta pozneje so se nekatere res pogubne posledice tega dejanja pokazale, kakšne posledice so imele za življenje posameznikov, za njihovo zasebno sfero. In v tistem trenutku bi rekel, ja, ne, treba je razmišljati samo o okoliščinah, ki so bile vlade znane takrat februarja 1992. Dobro, mislim, mogoče bi z tega izhodišča morali čisto drugače presojati, tako da se mi zdi to nekaj, kar je gotovo vredno debate. Drugo, kar bi mogoče pa vendarle pokritiziral v okviru te debate, je, da mislim, da je bil test nujnosti v okviru testa sorazmernosti površno izveden. Mi vemo, da so bile v družbi debate, mi vemo, da so celo z pozicije vlade prihajali glasovi, da zdaj razmišljajo o različnih opcijah, da razmišljajo, da bi zaprli meje upravnih enot, da razmišljajo, da bi, kot je bilo to v nekaterih državah, rekli, naprimer, vsakdo se lahko premika samo 50 km od kraja, od tiste točke, kjer ima stalno prebivališče. Na koncu smo šli na eno, verjetno, od bolj restriktivnih opcij. Mi vsi tu sedimo v Ljubljani, ki nas to niti ni tako prizadel, ljudi v majhnih podeželskih občinah je pa to praktično zaprl, tako kot na en živalski vrt, da ne rečem. In te razprave o različnih alternativah, ki so takrat bile na mizi, tega v tej odločbi ni. In se sprašujemo, je možno izvesti test sorazmernosti s tem, da ta korak preskočiš in enostavno rečeš, kot je Ustavno sodišče reklo, ja, stiki so se s tem zmanjšala, ne? To je odgovor mogoče Juriju na debato, ki smo imeli, preden so se pridružili udeleženci. Zakaj zapremo meje, pa COVID ne bo šel več čez meje? Ja, ker pa ni več stikov, ne? Je reklo Ustavno sodišče. Tako da tukaj se jaz resno sprašujem, seveda je tukaj tudi Ustavno sodišče se opre na stroko in nekako spregleda izjavo ministra za notranje zadeve o tistih množicah, ki naj bi hodile po obali in tako naprej, čeprav je celo vlada v svojih gradivih očitno navajala, da je to spodbudilo k tej odločitvi. Tako da tukaj se to razmerje med tem, kaj je bilo treba sprejeti, med vprašanjem, a so res obstajale milejše alternative in med tem, kaj je bila neka strokovna, racionalna, argumentirana podlaga za odločitev, ki je bila na koncu narejena, jaz mislim, da je Ustavno sodišče ni dovolj resno k temu pristopilo. Povezano z vprašanjem testa nujnosti je vprašanje tega, kako se oblikuje seznam izjem. Seznam izjem je tukaj ključen. Po mojem, če na seznamu izjem ne bi bilo sprehajanja in parkov, bi mi že skoraj morali govoriti o odvzemu prostosti. Ker bi bili pravzaprav v situaciji vikend zapora, iz katerega lahko ljudje tudi hodijo na delovno mesto.
pa k zdravniku. Ne? In tukaj pri izjemah, čeprav vemo, da se to pojavi da se je to vprašanje v postopku pojavilo, čeprav ga v ločenem mnenju izpostavi dr. Mežnarjeva, se Ustavno sodišče sploh ne ukvarja z izjemami, ki jih ni bilo za ločene družinske člane, naprimer za stike z otroki v družinah, kjer se starša ločena. Pa vendar je to v bistvu bila verjetno en najhujših udarcev, sploh če pomislimo na varstvo največje otrokove koristi, kot nekaj, kar bi moral vsak organ že po uradni dolžnosti preučiti. To je bilo tukaj popolnoma spregledano, ne glede na to, da se je, to imamo pa več dokazov, v postopku to vprašanje pojavilo. In tretja točka, ki jo imam, je problematično, se mi zdi, da Ustavno sodišče odmahne, se pravi, da odbije argument o jasnosti in določnosti predpisov kot zahtevi, ki izhaja iz načela pravne države. Zato, ker je moje prepričanje tukaj pa sem nekoliko normativen. No? Jaz mislim, da v taki situaciji je standard višji kot sicer. Predpisi morajo biti še jasnejši in še določnejši, kot to sicer terja Ustava. Namesto tega standarda, ki ga imamo zdaj v praksi Ustavnega sodišča, metodami pravne, starejši standard iz 90-ih, da vsak razumen človek razume predpis. Zakaj? Imamo izjemno veliko množico naslovnikov, ki se jaz mislim, da tam enkrat marca, aprila, pravzaprav 90 ali pa 95% ljudi si je iskreno želelo spoštovati ukrepe vlade, iskreno želelo zaščititi sebe in druge in so pravzaprav pogrešali jasnejše napotke, kako naj to storijo in jasnejši okvir, znotraj katerega si lahko življenje naredijo čim bolj znosno. Je pa to, se mi zdi, zaostreno v tej situaciji, ker vemo, da ni bilo časa, odlok je prenehal veljati, še preden je lahko sodna veja oblasti iz besed, prekrškovnih zadev, instančnih postopkov, potem, kjer do sprehajalnih površin, kaj zdaj je pravzaprav pokrito. In v situaciji, ko veš, da bo težko, da bi sodišča zavarovala z uveljavljenimi metodami pravne razlage najdejo pravilno interpretacijo, jaz mislim, da je na organu večje breme, da predpis napiše jasno in določno. Pa mislim, da je bil ta vidik, da je bil pomladi 2020 ta vidik kar krepko zanemarjen. Ok, to so moje 3 točke, pa se vam lepo zahvaljujem. Odlično, Samo, hvala lepa za ta res tehten premislek in opozorilo na določene pomanjkljivosti. Te odločbe, na katerih segmentih se zagotovo strinjam s tabo, še posebej morda tudi, da določeni stavki v odločbi v nekaterih odstavkih so preveč splošni. Pa pustimo to zaenkrat ob strani. Sedaj pa predajam besedo kolegu Saši Zagorcu z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, da morda še on poda svoj komentar določenega dela te odločbe. Prosim, Saša. Najlepša hvala za povabilo. Mislim, da je res dobra ideja, da se dobimo in seveda je smiselno, da to nadaljujemo tako ali drugače tudi v bodočih primerih, ki verjetno bo vsake toliko časa prišlo na dnevni red. Ok, jaz bom tudi nekako nadaljeval to, kar je že Samo zastavil. Torej, mislim, da Samo zastavil podobno kot jaz, z vidika neke te varovalne vloge Ustavnega sodišča in se sprašujem, ali je Ustavno sodišče bilo doraslo temu cilju. Začel bi s tem, seveda najprej, ko odločbo prebereš, rečeš, wow. Torej, vprašanja, ki se odpirajo, ponujajo tako pravna, politična, vrednostna, vprašanja z vidika konsistentnosti in logike, se kar množijo, jih je res dejansko nebroj. Torej, je nek izziv prebrati to odločbo in vsa ločena mnenja. Tako da, ja, izhodiščno bi povedal dvoje, preden se lotim s pravno analizo. Jaz sem bil 3. aprila je bil objavljen intervju z mano v enem od tednikov pomembnejših v Sloveniji. Intervju je bil celo
upravljen, preden je ukrep bil, ki je bil izpodbijan, bil sprejet. Tako da bil je napovedan in me seveda novinar o tem vprašal. Izpostavil dva elementa, ki sem takrat povedal. Prvič, citiram, omejevanje gibanja na občino stalnega ali začasnega prebivališča pa je v praksi nerealno. Država namreč nima niti dovolj človeških kapacitet, niti policistov ali drugih, ki bi ta ukrep nadzirali. In drugi del, ki ga tukaj izpostavljam, iz vidika epidemije, je to omejevanje res nepotrebno, hkrati pa prinaša velike težave. Če zdaj pogledam, seveda spet, po bitki lahko biti general, je moja teza, ki sem jo takrat postavil, pravzaprav se uresničila. Bom dal tudi pa zdaj konkreten primer, ki mi ga je zaupala ena od študentk. Ona je ob 5:30 zjutraj, kot mama 3 otrok, šla teč zjutraj, se mi zdi fascinantno, in je tekla v času veljavnosti tega podzakonskega predpisa 15 kilometrov. Sredi gozda, ne vem kako, jo je namreč ustavil policist in ji izdal globo. Torej, po mojem mnenju, konkretizacija tega podzakonskega predpisa je izkazala popolno arbitrarnost ravnanja policista, kjer pravzaprav ni bilo družbene potrebe po izvajanju nekega takšnega ukrepa. Torej, po eni strani, na splošni ravni država sploh nima možnosti uveljavljati polne varovalne vloge glede tega domnevno legitimnega cilja, po drugi strani pa seveda v nekih konkretnih primerih je ravnala popolnoma arbitrarno. To je moj neki vrednostno izhodišče, iz katerega izhajam. Pravzaprav še seveda jasno, ne ocenjujemo tukaj oportunosti in učinkovitosti ravnanja državnih organov, čeprav bi kot državljan lahko mirne vesti dejal, da koruptivna ravnanja, slaba komunikacija ukrepov, njihovo nekonsistentno uresničevanje, nenehno spreminjanje predpisov, imenovanje očitno ne najbolj sposobnih oseb na vodilna strokovna mesta, ignoriranje strokovnih priporočil, nizko zaupanje javnosti v vladne ukrepe, obnašanje pod licet jovi in licet bovi s strani oblastnikov, ter bistveno v zadnjem času seveda tudi izrazito zaskrbljujoči trendi širjenja nalezljive bolezni, po moje kaže na to, da sedanja vladna garnitura ni bila povsem dorasla izzivom, o čemer seveda ne sklicujem, da je tudi kakšna druga sploh bila sposobna to narediti. Ampak seveda opažamo neko diskrepanco med tem normativnim in dejanskim. Torej, zdaj pa gremo na pravni vidik. Kakšna je sporočilna vrednost odločbe Ustavnega sodišča o ustavnosti dveh odlokov vlade? Marsikaj bi lahko povedal tudi tega vprašanja formalnega vodenja te zadeve s strani Ustavnega sodišča. Recimo, v veliki meri lahko pripišemo izogibanje nekaterim vprašanjem Ustavnega sodišča na račun tega, ker očitno predlagatelj ni vsega pravilno odprl ali pa v zadostni meri odprl, da se temu Ustavno sodišče ne bi moglo izogniti. Eno od teh vidikov je recimo vprašanje zakonitosti podzakonskega predpisa. Potem tudi seveda vprašanje, zakaj se je Ustavno sodišče omejilo zgolj na eno od izpostavljenih točk. Zakaj je seveda Ustavno sodišče se izognilo vprašanju neke vrste odgovora na predhodno vprašanje o ustavnosti zakona. Potem se seveda zdaj tudi pri teh treh točkah, ki jih bom izpostavil, zavedam, da je seveda mnogo enostavneje govoriti ex post facto in kritizirati čisto ustavno odločbo, kot pa biti sodnik na seji in seveda v konkretni zadevi odločiti. Zdaj, ker se oba predpisa prenehala veljati po volji organa, ki je sprejel, je seveda, po mojem mnenju, dodana vrednost seveda v sporočilu, ki ga ima ta odločba za potencialne bodoče primere. In tukaj, po mojem mnenju, Ustavno sodišče ni sledilo temu, kar je v mnogih primerih zgodovini dobro opravilo, torej da rezultat neko varovalno funkcijo z vidika spoštovanja načel pravne države in varstva človekovih pravic. Da sem bolj natančen, bolj konkretno, odločba, po mojem mnenju, protifaktična. Namreč Ustavno sodišče se v pomembni točki sklicuje na stroko, ki pravi, da se učinek ukrepov lahko zazna z dvotedensko zamudo, obenem pa upravičuje stopnjevanje ukrepov vlade že po 8 dnevih od sprejema zadnjega omejevalnega ukrepa vlade z argumentom, da prejšnji ukrepi niso bili zadostni.
Torej, vidimo, da ta protifaktičnost ima za posledico, da Ustavno sodišče je sploh lahko ocenilo, da je ukrep omejitve ukrepa, gibanje na območju občine sploh obravnavan kot primeren ukrep. Torej, samo se je prej ukvarjal z vprašanjem nujnosti v testu sorazmernosti. Jaz pa že pravim, da bi po eni strani bilo treba izpostaviti predhodni vidik, torej vprašanje primernosti ukrepa. Tukaj, glede primernosti ukrepa, bi lahko odprl eno temo, ampak bolj navržem, je seveda tudi vprašanje, ali v kontekstu predhodnih ukrepov, seveda, kaj pravzaprav novega dejansko prinaša omejitev na občine, omejitev gibanja na občine. In bomo videli, glede na množstvo izjem, pravzaprav nič, in s tem se seveda tudi sklicujem na tisti intervju, ki sem ga dal hipoma po predložitvi te vsebine odlokov v javnost. Po drugi strani se pridružujem samo, ki je pravi, da seveda lažna dilema v ustavno-sodni presoji med pravico do življenja in svobodo gibanja pravzaprav ni prava dilema v konkretni zadevi. Namreč, če pogledamo predhodni odlok, ki je bil nadgrajen z izpodbijanjem odlokov na Ustavnem sodišču, ne gre toliko zgolj za vprašanje omejitve svobode gibanja. Ta je bila v resnici že omejena z enim odlokom prej. Mislim, da Ustavno sodišče imenuje odlok 30. Odlok 38 pa seveda predvsem omejuje pravico do zasebnega in družinskega življenja. Namreč, če vidimo, izjeme dopuščajo aktivnost v poslovnem življenju, omogočajo oblastna ravnanja, ampak v resnici pa v veliki meri omejujejo seveda tiste oblike zasebnega družinskega življenja, ki se uresničujejo preko meja občin. In seveda v tem vidiku Ustavno sodišče tega ne izpostavi, pa bi po mojem mnenju moralo. To bi lahko prišlo seveda prav pri presoji tretjega vidika testa sorazmernosti, torej sorazmernosti v ožjem pomenu besede, ali je ukrep prekomerno vpliva v druge vrednote in druge pravice, kot tisto, ki po mnenju vlade in Ustavnega sodišča ukrep poskuša uresničevati. Ne vem, kakšen bi bil rezultat tega tehtanja, ampak gotovo pa sama postavitev problema, po mojem mnenju, ni bila pravilna. Naslednji vidik, ki je, po mojem mnenju, pa je zelo sporen z vidika same vloge Ustavnega sodišča, je dejstvo, da se je Ustavno sodišče izognilo vprašanju zakonitosti predpisa. Po mojem mnenju to mora Ustavno sodišče delati po uradni dolžnosti. Gre za vprašanje, ali je bil predpis sprejet po zakonitem postopku in da je bila takšna napaka, glede sprejema predpisa, takšna, da terja seveda tudi nek ukrep s strani Ustavnega sodišča, torej da se izniči učinek nezakonitega sprejema predpisa. Govorim seveda za ta prvi odlok, kajti drugi odlok je že imel to upravljeno s strani vlade, ker se vmes zakon spremenil. Torej, ali dejstvo, da je predpis predlagal, da je predpis sprejel organ, ki ni po zakonu bil pristojen, pomeni neko okoliščino, kateri se Ustavno sodišče sploh ne bi smelo izogniti. Namreč Ustavno sodišče se izrecno temu vprašanju izogne, ker pravi, da ne gre za eno od pomembnih ustavnosodnih vprašanj. Meni se zdi to stališče zelo sprenevedavo. In govoriti, da veljavnost predpisa ni pomembno ustavno vprašanje, je seveda nekaj, kar je po mojem mnenju zelo zaskrbljujoče. In na to opozarja, mislim, da ločeno mnenje opozarjata vsaj dva sodnika, seveda gre za odklonilno mnenje. Mimogrede, tukaj je argument vlade, da je vlada kot kolektivni organ a fortiori upravičena sprejemati akte, ki so po zakonu v pristojnosti ministra, po mojem mnenju izrazito nasprotujejo razumevanju načela delitve oblasti, pa ne med ministrom in vlado, ampak med vlado in ministrom v odnosu do zakonodajalca, ki je pač sprejel pravila igre. Ne moramo enačiti, da vlada absolutno lahko v vsakem primeru povozi stališče ministra. Lahko mu da neko obvezno navodilo, ne more pa prejemati namesto njega aktov. Kar pa se mi zdi, seveda še s tem bom končal, bi lahko govoril dlje časa, pa seveda
vprašanje razmerja med stroko in politiko, kot ga razume Ustavno sodišče. Generalno se seveda strinjamo vsi. Gre za dopustnost tega koncepta, da o pomembnih strokovnih vprašanjih, ki imajo politične posledice, se bo Ustavno sodišče zadržano. Sodno zadržanost, zlasti v situacijah, ki so v danem primeru. Nekaj izredno stanje, vsaj dejansko izredno stanje in gre tudi za zahtevna strokovna vprašanja, ki, kot smo že videli, omogoča različne rešitve, različne pristope in tako naprej. Zdaj pa bi vendarle bolj konkretno na to konkretne situacije povedal, ali je Ustavno sodišče sploh postavilo kakšen pravni standard kvalitete strokovne presoje, ki je na to lahko podlaga za politično odločitev izvršilnega organa. Tukaj pravzaprav Ustavno sodišče je popolnoma stihijsko, ničesar ne pove, celo pravzaprav malce omalovažujoče govori o kvaliteti strokovnih stališč. Ker se pravzaprav sklicuje na stališča podana na tiskovni konferenci. Po mojem mnenju je to dokaj šibek argument. Strokovna stališča so vendarle del neke razprave, ne pa zgolj tisto, kar se na tiskovni konferenci pove na takšen ali drugačen način. Hkrati vidimo tudi, recimo, kar je bilo malce problematično, da v strokovnih skupinah, popravite, če se ne motim, da ni bilo niti enega epidemiologa, torej najbolj poklicanega strokovnega posameznika, ampak so bili pretežno infektologi, torej nekdo, ki je s tem vprašanjem povezan, ni pa najbolj povezan z vprašanjem omejevalnih ukrepov zaradi širjenja nalezljivih bolezni. Torej, ne govorim, da je ta odločba karkoli po vsebini nujno napačna, ampak spet, podobno kot samo pravi, način, kako se Ustavno sodišče tega lotilo, je po mojem mnenju površen. Bi moralo z vidika potencialnih učinkov te odločbe poskušati izpostaviti, recimo, kakšna je tista prava kvaliteta strokovne presoje, vsaj minimalna, neka mora biti, kajti sicer govorimo o popolni subjektivnosti, arbitrarnosti. Zdaj pa zelo na kratko še določene ustavno-pravni vidiki, ki bom sam naštel, ki se mi zdijo še v odločbi problematični. Z vidika varovalne vloge Ustavno sodišče me moti, da v tej odločbi ni neke zahteve do izvršilnih organov, da vodijo popolnoma transparentne postopke sprejemanja političnih odločitev. Glede na intenziteto ukrepov v določene človekove pravice bi to moral biti standard. Zlasti, seveda, ker vemo, da mora priti do odločitve, ampak potem bi vsaj pričakovali, da so ti postopki popolnoma transparentni. Potem naslednja posledica te odločbe je pravzaprav tista, ki me pa najbolj skrbi, je, da Ustavno sodišče ni izpostavilo, kje so tiste meje polja proste politične presoje v zvezi s testom sorazmernosti v ožjem pomenu besede. To je ta tretji vidik testa sorazmernosti. Kajti, če poberemo to odločbo, v bodočih primerih bi lahko že sedaj bilo dopustno omejiti svobodo gibanja na kraj prebivanja, na naselje, tudi na ulico prebivališča. Ustavno sodišče izpostavi sicer nek standard, ki izhaja iz sodne prakse ESČP in tudi prakse Ustavnega sodišča, standard za Guzardi, da je omejitve svobode gibanja se prelevijo v omejitve osebne svobode. Ampak vendarle nimamo prave dodane vrednosti v tej odločbi Ustavnega sodišča. Na tej točki bi končal. Moj sem bil predolg, zato se oproščam. Jernej, kar prej bi me pozval. Hvala. Hvala lepa, Saša, za ta zelo natančno analizo te odločitve. Ne moram reči, da se ne strinjam s tabo glede večine točk. Tudi sam pogrešam v tej odločbi analizo ustavnosti izjem v teh izpodbijanih odlokih, pa navsezadnje tudi v tem odloku, ki trenutno velja. Z vidika načela enakosti, načela enakega obravnavanja,
privilegiranja določenih družbenih skupin in tako naprej. Potem pa se tudi strinjam s tabo, da kar v dobršnem delu odločbe je obrazložitev Ustavnega sodišča, pa tukaj ne izgovarjam eno pa drugo stran, proti ali za večini, je zelo površna. Naprimer, če pogledamo diskusijo, obravnavo Ustavnega sodišča glede pravice do življenja. Ustavno sodišče nikjer ne pove, kakšna je pravna narava te pravice, kakšne so obveznosti države do varovanja te pravice. Pa enako stori tudi glede svobode gibanja. Tako da z vidika prava človekovih pravic, pa teorije človekovih pravic je ta odločba izjemno pomanjkljiva, kar je zaskrbljujoče glede na to, da gre za izjemno ustavno-pravno in politično vprašanje, ki se ne tiče samo te odločbe, temveč tudi aktualnih zadev, ki smo jim pričali v slovenski družbi. Dobro, da ne bom preveč časa, pa zlorabil svoje vloge moderatorja. Gremo naprej z našo debato. Sedaj predajam besedo kolegi Juriju Toplaku iz Mariborske pravne fakultete. Pa Juri, preden ti dam besedo, morda da te malce izzovem, z enim stavkom iz pritrdilnega ločenega mnenja sodnika Jakliča, ki sem ga sicer že prebral na začetku. On takole pravi. Kakršnakoli nasprotna odločitev, seveda kot večinska, bi bila očitno nasprotna, oziroma napačna. Konec citata. Juri, kako se strinjaš z njegovim mnenjem? Ja, ne strinjam se. Zdaj, jaz neke povezave med korono, med prenosom bolezni in prehajanjem občinskih mej ne vidim. Bolj jo vidim med korono in recimo rokovanjem, korono in objemanjem. Na ta način se bolezen prenaša iz ene osebe na drugo. Razumem, da je povezava. Če ljudem prepovemo, da potujejo v sosednjo občino, potem bomo onemogočili tudi nekaj objemanja in rokovanja. Po mojem bi bil smiselnejši ukrep prepoved rokovanja in prepoved objemanja med ljudmi, vsaj v javnosti in recimo na delovnem mestu, ne mislim zdaj znotraj družine, ampak recimo med ljudmi, ki niso iz istega gospodinjstva, ki so ali pa na javnem mestu ali pa na javnih prireditvah. Po mojem bi to bil ukrep, ki bi ciljal v pravo smer. Tako da tukaj se ne strinjam s tem stavkom, ki si ga prej prebral. Tudi mislim, da bi poseg prepovedi rokovanja in objemanja na ulici, na javnem kraju manj posegal v pravice. Tudi neke škode ne vidim, če se prepove rokovanje na javnem mestu. Mislim, da bi manj posegal v pravice kot prepoved potovanja iz ene občine v drugo. Zdaj, pri tej odločbi, prva stvar, ki me je motila, me je že tista, ki je tudi zmotila marsikoga že spomladi, ko so objavili vmesni sklep, ko je Ustavno sodišče objavilo vmesni sklep, in to je bilo prikritje identitete pobudnika. Takrat sem potem tudi Ustavno sodišče zaprosil, da mi pošlje seznam vseh zadev v pobudah, kjer so v odločbah, kjer je sodišče prikrilo identiteto pobudnika, pa mislim, da so bile 4 zadeve, kjer je bilo zaradi varstva otrok, pa ta 5. primer. To, kar odstopa. Potem druga stvar, pa druga odstopanje, taka nedoslednost mi pa zdi to, da je Ustavno sodišče sploh sprejelo to zadevo v obravnavo, kljub neizkoriščenju pravnih sredstev na rednih sodiščih. Razumem, da je naenkrat so 2 milijona ljudi, so jim pravice bile omejene, ker niso mogli potovati v sosednjo občino in da je mogoče to terja eno hitro reakcijo. Ampak že to, da je Ustavno sodišče edini organ, ki lahko tako hitro reagira, že to kaže, da nimamo učinkovitega
pravnega sistema za varstvo pravic. Mislim, da bi moralo v rednem sodstvu biti nek način, da tudi redno sodstvo lahko čez noč reagira in odloča o omejitvah pravic. Recimo v ZDA, ko so omejili vstop v ZDA tujcem iz nekaterih držav, so vsa sodišča v 2 po noči, recimo, preko spleta odločala. Zdaj, mene vedno zanima pri odločbah, kako se sodniki postavijo, na čigavo stran se postavijo, na stran države ali na stran tistega, ki trdi, da so mu človekove pravice kršene. In takrat, kadar je Slovensko ustavno sodišče razdeljeno v zadnjih nekaj letih, je običajno bilo razdeljeno na 7:2 ali 8:1, pri čemer je 7 sodnikov bilo običajno tistih, ki so tako pro-authority ali pa avtoritarci, ki vidijo, da je upravičen poseg v pravice posameznika. In tokrat pa je bila razdelitev zelo drugačna. Od teh 7, ki so ponavadi pro-authority pri razdeljenih odločbah, so zdaj samo 3 ostali na tej pro-authority strani. To se pravi Pavčnik, Jadek Pensa in Knez. Ostali 4 so pa zdaj bili občutljivi na posege v človekove pravice. Zdaj, ali je to zato, ker so tokrat pač bili bolj postali občutljivi na človekove pravice, bolj kot so bili prej, ali pa je prevladal nek anti-Janša moment, ali tega ne morem vedeti, kaj je zadaj. Ampak je pa zanimivo, da so se drugače postavili. Potem pa sta tu še sodnika Jaklič in Šorli, ki sta običajno, še posebej Jaklič, kadar je sodišče bilo razdeljeno, mislim, da v več kot 95 ali pa v prvem letu celo v 100%, kadar je bilo sodišče razdeljeno, je bil na strani tistega, ki se pritožuje in ne na strani države. Tokrat pa na strani oblasti. Zdaj, mogoče sam še to, da malo sem pogledal, kako je v drugih državah z odločitvami najvišjih sodišč v zvezi z korono in je pač v Evropi se bo verjetno izoblikoval v kakem letu, 2 se bodo izoblikovali neki skupni standardi, kdaj so posegi v ustavne pravice zaradi epidemije sprejemljivi in kdaj ne. Evropsko sodišče za človekove pravice se ni hotelo še do zdaj v te zadeve spuščati in prepuščati, da to države najprej same rešujejo in se bo tudi, verjetno se bodo neki taki skupni standardi izoblikovali. Pa zanimivo, da v različnih državah zelo različne omejitve bolijo ljudi. Pri nas jih skrbijo maske in jih skrbi potovanje v sosednje občine. Recimo v Latviji so na ustavno sodišče dobili 3 zadeve, vse 3 v zvezi z prepovedjo gemblanja. V marsikateri državi pa je sodišče se izreklo za nepristojno in so pustili, da najprej nižja sodišča to rešujejo, recimo v Belgiji. Toliko z moje strani zaenkrat. Hvala lepa, Jure, za ta pogled, malce drugačen v to odločitev. Res, da imaš prav, ta odločba je veliko stvari postavljena na glavo na ustavno sodišče. Tisti sodniki, ki so imeli prej izrazito avtoritarno sodniško ideologijo, so zdaj v odločbi, vsaj večina izmed njih je naklonjena pravicam posameznika, medtem ko 2 izmed sodnikov, ki sta bila v večini prejšnjih odločb naklonjena pravicam posameznika, pa tokrat sta dala prav v vladi, države torej. Dobro, gremo še k zadnjemu govorcu, ki ima morda najlažje ali pa po drugi strani najtežje delo, da se opredeli, da komentira to odločbo.
To je pa moj kolega, redni profesor Matej Avbelj iz Evropske pravne fakultete Nove univerze. Matej, beseda je tvoja, da malce pokomentiraš odločbo. Hvala lepa, Jernej. Hvala lepa tudi, dragi kolegi. Zelo sem vesel, da smo imeli danes tole priložnost, da se srečamo takole virtualno in da spregovorimo o tej pomembni temi. Jaz bi zelo navijal za to, da bi se srečali večkrat, pravzaprav na vsaki pomembnejši odločbi Ustavnega sodišča in da bi nekako na ta način diktirali tudi neko strokovno, seveda tudi različno debato o pomembnih ustavnopravnih vprašanjih v Sloveniji. Kot ste že pred menoj izkazali, to odločbo Ustavnega sodišča bi lahko komentirali številnih aspektov, vrednostnih, ideoloških, političnih, nepolitičnih. Jaz sem se odločil, da bom k njej pristopil danes izrazito suhoparno. Izrazito suhoparno z vidika ustavnega prava, pa ne zato, ker bi menil, da drugi razlogi pri ustavno-sodnem odločanju niso pomembni, še kako so pomembni, torej normativni, ideološki, politični, strokovni. Vendarle pa je treba vztrajati pri tem, da ustavno pravo ima neko svojo notranjo logiko. Pravo, tudi ustavno pravo, je na nek način tudi matematika, ima nek diskurzivni okvir, ki kaže neko dobro prakso in ki se ga mora ustavno sodišče, ki želi izvajati ustavno-sodno presojo na prepričljiv način, tudi držati. Torej, začel bom z samega začetka. Torej, imamo opravka z primerom dejanskega stanja, v katerem je bila razglašena epidemija. Epidemija predstavlja neko akutno stanje na področju javnega zdravja in oblast, tedanja oblast, to je še vedno aktualna oblast, torej vladajoča oblast, je za naslovitev te epidemije sprejela določene ukrepe, določene predpise, katerih cilj je bil zagotavljanje javnega zdravja v Republiki Sloveniji. Na tej točki naj povem ali pa na nek način odgovorim na dilemo, ki je vzpostavil Samo, torej ali lahko ravnanje katerekoli vlade, kateregakoli akterja presojamo ex ante ali ex post. Moje mnenje je, da po naravi stvari ni mogoče presojati kateregakoli ukrepa, kateregakoli ravnanja drugače kakor ex ante. Samo z vidika tega, kar je v tistem kontekstu tisti konkretni pravni igralec vedel oziroma moral vedeti na podlagi informacij, ki jih je v tistem življenjskem trenutku imel, zgolj na tej podlagi mi lahko presojamo tisto ravnanje. Tukaj ne gre za vprašanje subjektivnosti ali odgovornosti, gre za vprašanje zamrznitve objektivnega trenutka faktičnega stanja, v katerem se nekdo nahaja. Kajti, če bi pristali na ex post racionalizacijo, bi v bistvu vzpostavili načelo retroaktivnosti, ker bi nekomu pripisovali neka ravnanja in posledice, odgovornost za neka ravnanja, na katere seveda ni mogel vplivati, ker o njih sploh ni mogel ničesar vedeti, ker so se te posledice izkazale šele v prihodnosti. To je moje mnenje, kar se tega tiče. No, in zdaj v tem faktičnem primeru, ko je torej vlada v kontekstu epidemije akutnega javnozdravstvenega stanja reagirala, je bila posledica njene reakcije ta, da je omejila vsaj eno od ustavno-pravno zaščitenih svoboščin. V tem konkretnem primeru govorimo o svobodi gibanja. Ta svoboda gibanja je bila omejena tako, da je bila omejena na občinske meje. To je torej faktično stanje, dejansko stanje, s katerim je bilo ustavno sodišče na podlagi te pobude za presojo ustavnosti soočeno. In ko imamo enkrat takšno dejansko stanje pred seboj, se moramo lotiti dveh vprašanj. Prvo vprašanje je formalno. Torej, ali sploh pobudnik, ki izpodbija zadevne odloke, ali je ta pobudnik sploh izpolnjeval pogoje za pravni interes, da mu lahko ustavno sodišče prisluhne. Ustavno sodišče vemo, da je tu na nek način, kot je samo povedalo, tudi storilo neko izjemo in je pobudniku pravni interes priznalo. Torej, sam se do tega formalne dileme ne želim opredeljevati, ker je na nek način tudi že bila realizirana in imamo zdaj zadevo pred seboj.
No, tisto, kar pa me v tem konkretnem primeru zanima, je pa seveda potem vsebinska obravnava. Ko se za ustavno sodišče spusti in the merits of the case. In tu jaz mislim, da je ključno ustavno pravno vprašanje. Temeljno, morda tudi edino ustavno pravno vprašanje, ki potem tudi determinira praktično izid celotnega postopka, je vprašanje standarda presoje. Vprašanje tega, kakšno ustavno pravno breme bo moral tisti, ki je sprejel določeni ukrep, izpolniti, da bo njegov predpis ali pa ta njegov ukrep prestal to ustavno sodno presojo. In to je torej ključno vprašanje. In jaz mislim, da vselej bi se moralo ustavno sodišče to vprašanje, ko presoja neke trke, konflikte med različnimi pravicami ali pa med pravico in nekim javnim interesom, to vprašanje tudi zastavi. Zdaj, kako naj mi vemo, kakšen je zdaj ti standard presoje, kakšna bo tista matematika, po kateri bomo igrali ta specifični primer? Ja, pogleda se v preteklo sodno prakso, če na tem področju obstaja kakšna ustaljena sodna praksa. Naše ustavno sodišče tukaj v tem primeru precej pa berkuje, da je to precedenčna zadeva, čeprav jaz mislim, da ne gre za tako precedenčno, pa torej recimo, da na slovenskem, v okviru slovenske ustavno-sodne presoje ni nekega enoznačnega odgovora, za kakšen standard presoje ne bi šlo. Če ni tega enoznačnega prostora, tega enoznačnega odgovora v nacionalnem kontekstu, si je treba pogledati primerjalno pravni kontekst. In tu so zadeve, bom rekel, ne samo jasne, ampak popolnoma jasne. Recimo v Združenih državah Amerike že od leta 1905 obstaja precedens Jacobson versus Massachusetts, v katerem je ameriško vrhovno sodišče odločilo, da v kontekstu tovrstnih zadev, ko imamo opravka z epidemijo, ko gre za vprašanje reagiranja oblasti za zagotavljanje javnega zdravja, mora biti presoja sodišč zadržana. In enaki izsledki sledijo tudi, če pogledate sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, in enaki izsledki sledijo, če pogledate sodno prakso sodišča Evropske unije. Jasno, kot fusnota, pri vseh omenjenih jurisdikcijah gre tudi za federalno vprašanje. Gre za federalno vprašanje, v kolikšni meri se bo zvezna država ali pa supranacionalna entiteta ali pa mednarodna entiteta vmešavala v police power, se pravi domače pristojnosti držav, vendar to še vedno ne pomeni nič drugega, ne spremeni naše zadeve tako zelo, torej ne odmakne našega zaključka od tega dejstva, da je v tovrstnih vprašanjih, kakor je bilo to pred ustavnim sodiščem, da je presoja torej zadržana. Če je presoja zadržana, to pomeni, da morajo sodišča izvajati mili test, v bistvu test razumnosti, in namen tega testa, milega testa, testa razumnosti, je v tem, da iztisne morebitna ne bona fide ravnanja oblasti, torej morebitna ravnanja ukrepe oblasti, ki je pomenile zlorabo oblasti, targetiranje določenih političnih skupin, targetiranje določenih manjšin, targetiranje določenih nepriljubljenih deležev prebivalstva, ali pa ta test seveda mora iztisniti, je dovolj močan, da iztisne morebitno samovoljno ravnanje oblasti, torej, da je ravnanje oblasti sicer še vedno v dobri veri, vendar pa za tako ravnanje ni nikakršne razumske, racionalne podlage, s katerimi bi lahko to ravnanje torej opravičili. Torej, če je test v tem primeru mili test, test zadržanosti sodišč, je potem že vnaprej jasno, in to je dobro tudi z vidika pravnega varstva in predvidljivosti, da je bila možnost pobudnika v tem primeru, da bo v primeru sploh uspel, relativno majhna. To bi moralo biti torej jasno vsakemu opazovalcu že vnaprej. No, druga zadeva, ki bi nas seveda vse skupaj morala zanimati, ker nismo dogmatiki, je pa seveda vprašanje, zakaj v takšnih primerih, ko gre za javno zdravje, ko gre za reakcije na krizne situacije v družbi, zakaj se mora izvajati zadržana presoja. In primerjalna literatura vam bo lepo pojasnila, obstajata dva temeljna razloga. Prvi razlog je razlog institucionalne epistemološke omejenosti. Preprosto sodišča
v zvezi s temi vprašanji nimajo potrebnega znanja, da bi lahko prepričljivo ali pa bolj prepričljivo kot druge veje oblasti odgovorila na ta vprašanja. Torej, sodišča so na tem področju institucionalno epistemološko omejena. In ker so institucionalno epistemološko omejena, nujno pride tukaj zdaj v enačbo, pravijo matematika, pride v enačbo drugi razlog, zakaj mora biti test zadržan, to je pa razlog načela demokratičnosti. Torej, načelo demokratičnosti pravi, vsa oblast izvira iz ljudstva, neposredno je iz strani ljudstva izvoljen parlament, vlada je njegov podaljšek, sodstvo je strani tega nekoliko umaknjeno. In v takšnih situacijah, torej, ko sodišča nimajo ustreznega strokovnega znanja, so torej institucionalno epistemološko omejena, je dolžnost, ki izhaja iz načela demokratičnosti, dolžnost sodišč ta, da v bistvu prisluhnejo, zaupajo tistemu nosilcu oblasti, ki ima večjo demokratično legitimnost kot sodišče. Zdaj, če je torej zadeva takšna, če je takšna primerjalna praksa in če so to standardi, ki so razviti tudi v primerjalni literaturi, je bil ta primer, in tu soglašam z ustavnim sodnikom Jakličem, v bistvu lahek primer. Ker v tem primeru bi se morali spraševati, na tnalu je bilo vprašanje, ali je v tem primeru z omejitvijo gibanja ljudi na občine oblast zlorabila svojo oblast, ali pa je ravnala tako zelo samovoljno, da ne obstaja noben razumen argument, s katerim bi lahko to omejitev gibanja na občine opravičili. Zdaj, če zaključim še samo oceno same odločbe Ustavnega sodišča. Jaz mislim, da je ta odločba Ustavnega sodišča šibka ravno po tej matematični plati, če želite. Ustavno sodišče namreč razglasi, da bo izvedlo strogi test sorazmernosti, tako da bo oblasti prepustilo široko polje proste presoje. To je neumnost, to ne gre. Če vi izvajate strogi test sorazmernosti, ne more imeti hkrati tisti, ki zabrani ukrep široko polje proste presoje. Če ima tisti široko polje presoje, lahko torej Ustavno sodišče izvede samo mili test sorazmernosti. In tudi izločenih mnenj veje, mislim, da tukaj na tem področju bi bilo treba bolj sistematizirati standarde, ustavno-pravne standarde presoje, po katerih Slovensko ustavno sodišče sploh deluje. In zdaj druga moja kritika, to bo morda marsikoga presenetilo, želim biti malce provokativen, veliko pa ne. Jaz menim, da je v tej odločbi vse preveč poudarka na stroki. Spoštovane in spoštovani, zanima me, ali v 1. členu slovenske ustave piše, da je Slovenija tehnokratična republika ali da je Slovenija demokratična republika. V tej odločbi Ustavnega sodišča se, če malce karikiram, večina in manjšina prepira o tem, katerim strokovnjakom bomo verjeli. Ali epidemiologom, ali infektologom, ali mogoče odstavljenemu Arženu, ali nastavljeni Bejovičevi, ali mogoče še bolj nastavljenemu Kreku. Za mene je ta debata deplasirana. Ta debata kaže, da ex ante domnevna stroka ni vedela, tako kot ostala stroka po vsem svetu, ni vedela pravzaprav, kako reagirati na zastavljeni problem. In če je temu tako, ko je stroka razdeljena, in stroka je vedno razdeljena, sploh ker gre za težka strokovna vprašanja, načelo demokratičnosti terja deference, torej neko zaupanje demokratični oblasti, ki bo morala za to svoje ravnanje prevzeti, nažalost šele ex post facto, svojo politično odgovornost. In na tej točki bi jaz zdaj to svoje tudi predolgo izvajanje končal. Hvala lepa. Hvala lepa, Matej. Hvala lepa vsem za vaše komentarje, za vašo kritiko te odločbe Ustavnega sodišča. Menim, da vsi soglašamo o tem, da bi lahko bila vsaj obrazložitev te odločbe boljša, kot je. Pa vendarle se nam tukaj pojavilo nekaj vprašanj
oziroma eno vprašanje je že prišlo, oziroma dve vprašanje sta že prišli v chat, ki ga lahko tudi vidite na vaši desni. Če mi dovolite, lahko preberem prvo vprašanje, ki ga je postavila Teja, ki se sprašuje, ali res lahko govorimo o polnem manjku informacij o naravi virusa in nevarnosti v mesecu, ko je bil sprejet odlok. In potem v drugem delu se nekako navezuje na to, kar je že kolega Avbel v zadnjem delu svojega izvajanja omenil o vlogi stroke, strokovnjakov. Teja se sprašuje, da bi bila morda potrebna širša debata o definiciji stroke oziroma izboru naboru strokovnjakov, ki so sprejemali odločitve, domnevam v okviru NIJZ-ja. Potem pa gremo morda na vprašanje še, ki ga je postavil Blaž oziroma komentar, pravi, da ker nimamo natančnih podatkov o smrtnosti, ne moramo dobro uporabiti načela sorazmernosti. No, te dve vprašanji oziroma komentarja v bistvu gresta v našo debato, ki ste jo vsi, vsa vprašanja, ki ste izpostavili. Zagotovo, Matej, imaš tukaj prav, da seveda sodišča imajo v takih primerih v času izjemnih pravnih situacij kot epidemija, ima neko zadržano vlogo, zagotovo pa tukaj morajo upoštevati tudi načelo vladavine prava, da ne prihaja do čezmernih zlorab vladavine prava. Moje vprašanje za vas, pa morda tudi tekom odgovora na to vprašanje poskušajte še se odzvati na komentarje kolegov, pa bomo potem počasi poskušali tudi zaključiti. Moje vprašanje je v luči, veste, situacije, razmere, v kateri smo v slovenski družbi. Pa poskušamo to odločbo Ustavnega sodišča z tega normativnega piedestala malce preslikati v vsakdanje življenje slovenske družbe, kjer, kot vsi opažamo, se pojavlja izjemno nesoglasje, oziroma nesoglasje glede potrebnih ukrepov za zajezitev nadaljnjega širjenja te epidemije. Maska je, kot se zdi, kot je Saša prej v našem neformalnem pogovoru omenil, je postala nek simbol upora za oblast, dobršen del prebivalstva na javnih mestih, tudi v zaprtih prostorih, tudi naše elite, kot smo videli na zborovanju Olimpijskega komiteja Slovenije, oziroma predvčerajšnjem, ne uporablja mask kljub odlokom, kljub potrebnosti po mnenju medicinske stroke, medtem ko drug del, oziroma vsaj en del slovenske družbe pa vztrajajo na tem in maske in vsi ti ukrepi se zdaj pojavljajo kot medsebojno politično orožje, ki v vsaki strani služi za svoj politični cilj. Poziciji za svoj cilj, koaliciji za nek drug cilj. Poskušajte morda vas malce izzivati tukaj to odločbo Ustavnega sodišča, ki je prišla seveda ravno v osrčje te debate v slovenski družbi, poskušajte to odločbo morda malce umestiti v aktualne razmere, izven Matej suhoparne razlage Ustavnega sodišča, kot ti sam praviš, kaj to pomeni za nadaljnje delovanje slovenske ustavne demokracije, kaj to pomeni za delovanje slovenske družbe, ali bomo res bili politični ideološki boj na maskah, ali vendar nismo možni nekega soglasja, saj glede teh minimalnih ukrepov za omejitev epidemije. Pa, če se strinjate, bi tukaj znova začeli po istem vrstnem redu, kot smo šli v začetka, že prej, pa sam podajem te besedo, da morda se odzoveš na moj komentar, na komentar, da je Blaža Teje. Prosim. Ja, najlepša hvala, pa hvala vsem za izjemno inspirativne prispevke. Jaz bi rekel tako, kakšna je vloga Ustavnega sodišča po tem, oziroma da poskusimo zdaj dati v nek širši družbeni kontekst. Mogoče je to nekako popačen vidik pravnika, ki si vedno želi, da bi bila ena avtoritativna beseda dana strani sodne veje oblasti, da bi se potem dal jasneje presojati. Ampak vse naše kritike, ki smo jih zdaj tu naštevali, zlasti Matejeva prepričljiva ta,
Matejeva kritika je mogoče res zastavljena suhoparno, v smislu prišlo je do nejasnosti pri tem, kateri test uporabljati in tako naprej, ampak vse to se odraža na tem, da nam je, pravzaprav se mi zdi, za naprej odvzeto ustavno sodišče kot neko sidrišče, ki ga imamo v družbi, sidrišče neke debate, na katerega se bomo lahko, ali pa smo si želeli, da bi se lahko obrnili, da dobimo ene jasne odločitve glede ustavnosti, glede pač skladnosti z ustavo, ki vendarle upam, da ostaja okvir naših družbenih debat. In z tega vidika, ja, se mi zdi, je ta debata razjasnila to, da bi si pravzaprav je več razlogov, iz katerih bi si želeli, da bi bila ta odločba metodološko jasnejša. Zato, ker bi nam tudi našim debatam lahko ponudila metodološki okvir, tako pa se bojim, da nam ga ne. In z tega vidika je vse skupaj malo obžalovanja vredno. Zdaj, jaz bi tukaj poudaril, da tukaj je pa zdaj spet nekaj, s čimer se pa z Matejem absolutno ne strinjam. V redu, razumem razloge za deference, ali pa mogoče absolutno ne strinjam premočno, ampak ker res tudi razumem razloge za deference sodišč v takšnih situacijah, zlasti do izvršilne veje oblasti. Ampak na drugi strani imamo pa opozorila političnih filozofov, recimo Agamben, ki pravi, v naravi izjemnega stanja je, da se perpetuira, da postane nova normalnost. In odgovor ustavnih pravnikov na njegovo politično filozofijo se mi zdi, je vedno bil, ampak sej imamo sodišča. Sej, če ne drugače, bo ex post facto prišlo do kontrole tistega, kar je bilo storjeno v izjemnem stanju, pa celo same odločitve o uvedbi izjemnega stanja, pa se zdaj uporabljam na lažji izraz izjemno stanje, ne govorimo o ustavni kategoriji izrednega stanja iz 92. člena ustave, govorimo o nekih v širšem smislu prilagoditev razumevanja vladavine prava nekim nenavadnim situacijam. In z tega vidika se mi zdi, ja, rabimo sodišča in rabimo tudi stroko, ki jo bojo sodišča poslušala, zato da bojo zapolnila ravno to epistemološko vrzel, ki jo je omenil Matej. In seveda, če se lahko še navežem na Jurijevo pripombo, se mi zdi, ravno tu se je pokazal v tej situaciji, Jurij pravi, pokazal se, da nimamo učinkovitega pravnega sistema oziroma sistema za varstvo človekovih pravic na rednih sodiščih, ampak tudi ta sistem je bil zdaj izpostavljen v bistvu izzivom, kot recimo pač, da je bilo zelo oteženo poslovanje sodišč in tako naprej. In verjetno je tudi to razlog, da se v postopkih pred okrajnimi sodišči, višjimi sodišči niso izčistila ta pravna vprašanja, da bi vedeli, preden so mogoče celo prišla do ustavnega sodišča. In na nek način je ustavno sodišče malo tu, ko je en tak otoček plulo po tem kaosu in bilo pripravljeno reševati ta vprašanja. Čeprav lahko spet smo malo kritični, da bi marsikaj od tega lahko rešilo tudi prej in se je v času epidemije ali pa v poletnih mesecih ukvarjalo s čisto nekimi drugimi zadevami, medtem ko smo čakali odgovore v zvezi z ustavnostjo teh ukrepov. Hvala lepa. Hvala lepa, samo Saša, beseda tvoja. Ok, bom tokrat krajši, ker sem predtem uzurpiral preveč časa. Tukaj bi najprej bi se odzval na Mateja, bom kar šel direktno. Razumem, da je fetišizacija stroke je problem v slovenski družbi. Je torej a priorno zaupanje stroki. Jaz mislim, da tega ne bi smelo biti, ampak morate seveda temeljiti na nekih objektivno preverljivih dejstvih. Po drugi strani pa seveda je pa ne bi dal v nič. Dejstvo, da se nekdo dlje časa kontinuirano ukvarja z nekim področjem, daje večjo verjetnost, da v neki stvari ve več. Ampak seveda verjetno tudi ne smemo fetišizirati enovitosti stroke, ker je Matej izredno pravilno izpostavil. Torej stroka je lahko boljša, slabša in tudi sam bom dal, bom dokaj oseben, ker me je deloma tudi malce podžgalo. Namreč
v bistvu popolnoma isti situaciji, kot je stroka v današnjem primeru, ki ga obravnavamo. Pred 4 leti je bilo vprašanje zunanjih panelov ograj na meji. In je tedanji predsednik vlade pozval določene strokovnjake za migracije, ustavno pravo, evropsko pravo na sestanek. V nekem trenutku, ko smo naredili takšen krog od tukaj, je rekel epohalno, rekel 3-3, stroka je neodločena, jaz se bom odločil, kot sem se že predtem mislil odločiti. Torej, tukaj vidim seveda to tveganje, da verjetno znotraj te stroke obstajajo pogledi, ki so bolj kvalitetni, ki so bolj prepričljivi, ki imajo notranjo konsistenco, ker je kazalo seveda v tem mojem primeru točno na to, da je bilo izkoriščeno ta kvantiteta stališč na račun kvalitete določenih in prepričljivosti stališč. Tako da ja, in Ustavno sodišče seveda je, po mojem mnenju, mora terjati od politike, da se vsaj opredeli do strokovnih stališč. Torej, da imamo tudi možnost preverbe, ali je politika sploh poslušala določena strokovna stališča, kakšna je bila potencialna kvaliteta teh strokovnih stališč, in seveda na koncu pa se strinjam na tem, je politika tista, ki prevzame odgovornost, če ne prej na naslednjih volitvah. Seveda zato ima to breme. Zdaj pa na koncu samo eno stvar, ki bi izpostavil, ki ni bila toliko nujno izpostavljena v tej zadevi, pa je po mojem mnenju z vidika dolgoročnega delovanja pomembna za ustavno sodstvo. Je pa vprašanje razmerja med 15 in 16 členom slovenske ustave, ki te odločbe Ustavno sodišče izpostavlja. In tukaj pa mislim, da tudi Ustavno sodišče še ni sprejelo neke odločitve, ki bo držala vodo. Tudi ločenih mnenjih se mi zdi, tudi v skominih ločenih mnenjih nimamo prepričljivega stališča, ampak ne bom šel to sem želel samo izpostaviti, ker pa odgovorim na vprašanja, zlasti Teja, se mi zdi, da ima zelo tehtne vidike, pravi, kaj smo pa zdaj dosegli s tem, da vlada vsakotedensko presoja ta stališča, hkrati ima pa neki šimen kot neki zadnji upravni organ, kjer se bolj papagajsko ponavlja, da je se sklicevala na stroko in rekla. To je pravzaprav kaže na to, kar samo problematizira. Ali sploh vlada s takšnimi obrazložitvami omogoča sodiščem kvalitetno presojo aktov. In tukaj zadaj pa vidim problem z vidika vladavine prava in varstva človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa, Saša. Ja, težava s to odločbo je v neprepričljivosti nekaterih njenih temeljnih argumentov, kar ste že vsi izpostavili. V tem času, ko sta Samo in Saša podala svoje pripombe, smo v chatu prejeli še 2 komentarja, 2 vprašanja. Sem bom to zdaj bral, vam pa vroče ne preberete tehten razmislek Nike Podakar. In tudi vprašanja Marjana Kosa, morda Marjan bom vaše vprašanje, vaše tretje vprašanje tukaj postavil še kolegu Juretu in Mateju. Marjan tehtno sprašuje, kako ocenjujete, citiram, kako ocenjujete argument, da je lahko protiustavnost predpisa odvisna tudi od obdobja veljavnosti oziroma trajanja veljave odloka. Pa morda Jure, morda s tabo začnemo, potem pa še bom dal besedo Mateju. Prosim. Jure, se slišimo? Mikrofon moraš. Pardon. Nisem dosti razmišljal o tem, da bi lahko zdaj dal eno tako stališče. Ampak, ja, če je predpis veljal samo v nekem obdobju v preteklosti, potem je pri ocenjevanju protiustavnosti pač treba gledati tisto obdobje, kjer je veljal. Če pa je to nek predpis, ki zdaj velja, pa ga po mojem treba gledati glede na sedanje razmere, če še vedno velja. Tako da, ja, obdobje veljavnosti predpisa, ali je to predpis, ki zdaj velja, ali pa je samo predpis, ki je enkrat prej veljal, po mojem, vpliva na odločitev
o protiustavnosti. Treba tudi z tega vidika gledati. Ok, imaš morda še kakšen komentar glede predhodnih vprašanj? Ne. Dobro, potem bomo počasi zaključili za to okroglo mizo. Preden pa zaključimo, pa še morda kakšna minuta, dve Mateju Ablu, da še vam poda zaključen komentar. Prosim. Ja, hvala. Jaz bi želel izpostaviti samo še 3 stvari. Absolutno se strinjam in da me ne bo kdo napačno razumel. Vztrajam, izjeme, izredne situacije nikakor ne smejo postati pravilo. Singularia non est extenenda. To je nekaj, na čemur je treba vztrajati in kar je maksima pravnega delovanja vladavine prava od pantiveka. Da izjeme ne bi postale pravilo, tisto, kar je nujno potrebno in kako bomo držali vsakokratno politično oblast v nekih okvirih, je pa po mojem mnenju lahko zgolj rigorozni, strokovni in demokratični diskurs. In to med ljudmi, ki različno mislijo, ampak vendarle vsaka stroka, tudi pravna stroka, ustavna pravna stroka, ima določene kriterije prepričljivosti tega diskurza. In tisto, kar sem želel upozoriti pri svojem izvajanju, je to, da iz te odločbe Ustavnega sodišča veje velik manko zavedanja ABCD ustavnega prava. In pri večini, še bolj pa bom rekel, da pri manjšini, ker nekdo, ki se zavzema za strogi test v tem primeru, za strogo presojo, jaz mislim, da je popolnoma spregledal vse tisto, o čemer sem prej govoril. In del tega rigoroznega strokovnega diskurza je seveda tudi odgovor na vprašanje, ali trajanje predpisa lahko vpliva na njegovo ustavnost. V tem konkretnem primeru, v okoliščinah tega konkretnega primera lahko, ker je bilo vprašanje začasnosti. Začasnosti tega, koliko časa naj bi neki ukrepi veljali. In vprašanje, ki se je že pojavilo v chatroomu, je, ali narava pravice, ki jo imamo na tehtnici, vpliva tudi na izid našega testa. Prav gotovo, še posebej, če je v naravo te pravice vsajen kakšen suspektni element tretiranja kakšne nepopularne družbene skupine. Če bi recimo rekel zakonodajalec, omeji se gibanje samo v tistih občinah, kjer živijo, tam živijo pa samo protestanti. In bi morali še to potem fakturirati. Kar se tiče pa, Jernej, tvojega vprašanja, glede tega, da smo zdaj kot družba razdeljeni, glede tega, kar se nam v javni sferi dogaja, seveda smo, to je normalno. Mi, del pluralne demokratične družbe, ni soglasje, ni slogaštvo, ampak so konflikti. In pravo imamo zato, da te konflikte rešujemo na civiliziran način. Pa ne samo pravo, mi imamo tudi vse državne institucije, zato, da te konflikte rešujemo na civiliziran način. In da bi pa lahko konflikte reševali na civiliziran način, da bi bila zdrava demokracija, mora pa med nami obstajati zaupanje. Zaupanje med državljankami in sodržavljani na tej horizontalni ravni, kakor tudi na vertikalni ravni, zaupanje v razmerju do oblasti. In zato bi tukaj želel izpostaviti en stavek iz odklonilnega ločenega mnenja dr. Roka Čeferina, ki je po mojem mnenju ne samo popolnoma neprepričljiv, ampak je v bistvu nezdružljiv za ustavno demokracijo. On v 3. točki piše: presoja dopustnosti posegov v človekove pravice in svoboščine mora temeljiti na nezaupanju nasprotju organom, ki so sporne ukrepe sprejeli. Poglejte, to bi moralo veljati v totalitarnem režimu. V ustavni demokraciji pa državni organi, ki sprejemajo ukrepe, če je ta ustavna demokracija, te državni organi delujejo v imenu ljudstva in za ljudstvo. To mora biti prezumpcija ustavne demokracije. Če te prezumpcije ni, potem mi tudi Roku Čeferinu in celemu ustavnemu sodišču ne moremo zaupati, ker ga je imenovala ta ista oblast, ki ni vredna zaupanja. In če gremo enkrat po tej poti, da je predpostavka našega sobivanja v politični skupnosti nezaupanje, potem je konec z družbeno pogodbo in potem je konec v bistvu Slovenije kot politične skupnosti. In takšni pasusi, pa še kakšni drugi, so tisti, ki me zelo skrbijo in je treba na nje opozoriti, kritizirati jih
ad rem, ne ad personam, kdo jih je izrekel, zato ker je to nekaj, kar ne sme postati dobra praksa v slovenski ustavni demokraciji. Hvala lepa vsem za te kritične besede, analizo, komentarje. Menim, da je današnja debata uspela in upam, da ne bo zadnja. Bi se vam res želel iskreno zahvaliti za vaš čas, da ste v tako kratkem času. Vendar, spoštovano občinstvo, ne smemo pozabiti, da je ta odločba ustavnega sodišča stara šele kakšen dober teden. Tako da res hvala kolegom, da ste si vzeli čas, da ste prebrali in da ste potem tudi analizirali to odločbo. Jaz se pa tukaj pridružujem besedam, če smem parafrazirati našo udeleženko te debate, Niko Podakar. Če vas smem parafrazirati, jaz upam, da ustavno pravo in vladavina prava v teh izjemnih situacijah, kot je epidemija, ne bo postalo prazno in da bo še naprej upravljalo svojo funkcijo omejevanja državne oblasti in varovanja vseh naših pravic in tudi upanju, da se bo praksa in tudi argumentacija na ustavnem sodišču morda spričo te naše kritike tudi izboljšala v kakšnih podobnih primerih, ker verjetno ta zadeva ne bo zadnja, ki bo išla iz te nesrečne epidemije. To današnje srečanje snemamo in bo posnetek na voljo na spletnih straneh Nove univerze in na socialnih omrežjih. Povzetek te debate bo pa tudi objavljen v osrednji slovenski reviji Pravna praksa. Tako da še enkrat hvala Samo, Saša, Juri, Matej za te odlične komentarje, analizo. Hvala številnemu občinstvu za potrpežljivost in se vidimo na kakšnem podobnem dogodku Nove univerze. Vse dobro.